Tokrat v slogu japonske modrosti postopoma in preudarno pogledamo v stekleno kroglo prihodnosti. Se pravi, spoznamo vizijo Kenshiki, potem pa gremo za Toyoto BZ4 nazaj v prihodnost. No, zapeljamo pa še Peugeot 408. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Po naših oddajah se v naših spletnih klepetalnicah zelo pogosto vnamejo zanimive debate. Te so v zadnjem času razumljivo rezervirane predvsem za tiste, ki zagovarjajo bencinsko-dizelski in za tiste, ki so na strani električnega sveta. No, in ena zanimiva debata je nastala tudi po eni izjavi, ki jo je naš testni voznik dal v razmislek po testiranju električnega Forda Mustanga. Mogoče ideja, da bi bilo prestavljanje slišati. Sicer vem, da to je električno ali pa karkoli, ampak da bi bila neka zvočna kulisa, tudi mogoče, da slišiš. Ne? To se želi stara garda, ne? Ja, to se želi stara garda, ne? Pomislek je bil dovolj provokativen, da je sprožil kar dobro debato tudi na naših spletnih omrežjih oziroma v komentarjih. Ene in druge, se pravi ljubitelje električne tišine in ljubitelje analogne mehanike, pa zelo dobro razume Lexus. Mogoče ideja, da bi bilo prestavljanje slišati. Ki natančno ve, da cilj ni dober kompromis, ampak fuzija najboljšega iz obeh svetov. Ampak to je neko umestno, tako imenovano sivo obdobje, ko inženirji poizkušajo električne avtomobile narediti malo bolj bencinske oziroma dizelske. Ampak prihajajo generacije, ki ne bodo vedele, kaj je to ročni menjalnik, kaj je pokanje iz izpuha, kaj je tresenje motorja, kaj je vonj po benzinu in dizlu. In takrat bo vse malo drugače. No, ampak dokler te mlade generacije še ne sedejo za volan, pa bo očitno treba električne avtomobile nekoliko pobenciniti, kot praviš. Zakaj? Zato, ker se vse vedno vrti okrog želje kupca. In če kdo to razume, potem je to Kenshiki. Dobrodošli v Bruslu na vsakoletnem Toyotinem kongresu Kenshiki. In beseda Kenshiki pomeni vpogled. Torej, bistvo današnjega prispevka je Toyotin vpogled v avtomobilsko prihodnost. Začnimo pa s tem rumenim taksijem. Prius 5. generacije je širši, ima daljšo medosno razdaljo, je pa bistveno nižji avtomobil, kar nekako bolj kupejevski avtomobil. In seveda, stil tukaj ni kar tako. Ta kupejevski videz omogoča bistveno večjo učinkovitost. Glavna novost pri tem 5. Priusu pa je seveda to, da imamo odprtine za dotok energije na obeh straneh. Na levi strani točimo klasični benzin, na desni strani pa v njega priklopimo elektriko. Ja, 5. Prius je izključno priključni hibrid. V številkah to pomeni, da Prius zmore izključno na elektriko prevoziti 69 km. A tudi takrat, ko mu zmanjka te v omrežju pridobljene energije, še vedno vozi kot hibrid, se pravi kot avto, ki si elektriko priskrbi sam z vožnjo. In novi Prius ima tudi bolj učinkovito fotovoltaiko na svoji kupejevsko razpotegnjeni strehi, pelje lahko do 8,7 km samo na energijo sonca. Naslednja novost pa je seveda novi CHR. Ja, res gre za konceptno vozilo, ampak Toyota obljublja, da nekaj podobnega temu bo dejansko tudi zapeljalo na ceste. In seveda ta drzna oblika jasno nakazuje, kaj se je Toyota naučila pri prvem CHR-u. It created a new genre within the C segment, and this genre was more bold and going for a more sporty direction, a more personal direction. And I think when we thought about the next one, it's the same thing again. We wanted to really go one step forward again. We came around to the same solution again. Let's be more provocative, let's be more bold. Kako zelo drzna oblika je, mogoče dokazuje tudi ta kljuka, ki je skrita tukaj zadaj. In ja, tukaj zadaj se obetajo tudi vrata v kabino. Drzni CHR je nastal na Azurni obali v Nici. Tam pa nastaja tudi drzno oblikovani mali Aygo Cross in avto vsekakor druži marsikateri oblikovalski element. Poraja se torej vprašanje, ali se znotraj Toyota oblikuje južno-francoski oblikovalski stil
To be honest, there's not so many things from the eye go, not for us as designers. But yeah, of course, it's the same group of people working on it. So of course we have a certain type of taste. They're coming from the same design team. There's going to be some little similarities, but the two cars are very different. Čeprav avtomobilske znamke danes skoraj da po pravilih predstavljajo le še 100% baterijske električne avtomobile, bo CHR v drugi generaciji priključni hibrid. Pri Toyoti namreč poudarjajo, da se je čiščenja planeta treba lotiti po pameti, z ustreznimi izračuni, ki morajo temeljiti na realnih možnostih. Ni motor, ki je naš sovražnik, ampak je CO2, ki je naš sovražnik. Mi pravimo power of and. Mi rabimo in električni avto, in hibridni avto, in priključni hibrid, in vodik z notranjim izgorevanjem. Se pravi, vse te tehnologije rabimo, da maksimiziramo znižanje CO2 in ne leta 2035, vendar danes. Zakaj je nujen pragmatičen makroekonomski pristop k čiščenju planeta, pa nam v 3 scenarijih opiše glavni Toyotin znanstvenik. S primerom razdelitve omejene zaloge litij-ionskih baterij med 100 avtomobilov. The first one, we're going to use all of those 100 kilowatts of cells to replace one of the 100 non-electrified vehicles with a single long-range BEV, and that's shown in blue. And the lifetime emissions rate of that BEV we're going to assume is much less, let's say 100 grams of CO2 per kilometer. But because we've used the entire battery supply to just make one BEV, the result on that whole screen of system thinkings and macroeconomic perspective is 248.5 grams of CO2 per kilometer. V drugem primeru so razpoložljive baterije zadostile 6 priključnim hibridom, v tretjem pa kar 90 samopolnilnim hibridom. Če torej izračunamo povprečne emisije skozi celotni življenjski cikel z vključenimi proizvodnimi emisijami, ugotovimo, da danes normalnih 250 gramov CO2 na kilometer najbolj znižamo s hibridnimi vozili. Ne zato, ker bi bilo to idealno, ampak ker imamo omejeno zalogo baterij. We want to distribute the limited supply of battery materials where they will reduce carbon emissions as much as possible, as soon as possible. Ko drugi govorijo, da smo mi zaspali za tehnologijo, jaz lahko še zmeraj povem, da je Toyota znamka z najnižjo emisijo izpustov v Evropi med vsemi blagovnimi znamkami. In seveda je zdaj to pravi trenutek, da pogledamo Toyotine električne novosti. Toyota BZ4X smo vam že pokazali, se pravi tisto električno Toyoto, tisto, ki se odlično pelje tudi po terenu, po zaslugi inovativnega električnega 4-kolesnega pogona. No, zdaj sedim v Lexusu RZ in v tem avtomobilu pa najdemo tudi volan, ki ga v tisti Toyoti takrat še nismo uspeli pošlatati. Posebnost tega volana pa je, da nima nobene mehanske povezave s kolesi, samo kable. To pa je že druga električna Toyota in tudi ta ima poseben volan. Na njem pa so celo demonstrirali uporabo bolj trajnostnih materialov. Pa še eno stvar demonstrirajo v tem konceptnem BZ-ju, uporabo ukrivljenih zaslonov. No, ta avtomobil je koncept in v njega se ne moramo sesti, ker sploh nima sedežev, niti volana. Ampak pri Lexusu pravijo, da bo ta avtomobil vendarle zapeljal na ceste. In ko bo zapeljal, bo ta avtomobil 100 km/h dosegal v manj kot 2 sekundah. Ampak bolj kot te podatki, ki so seveda pričakovani za takšen superšportni električni avtomobil, je pri tem avtomobilu pomembno, da bo imel tudi ročni menjalnik. Ja, električni avto z ročnim menjalnikom. In seveda boste rekli, da gre za bistroumni nesmisel, ampak ne, mi pa rečemo, da je to moč znanja softverašev. Medtem pa se žal moramo vrniti v posedanjost, ki je vse prej kot naklonjena nakupu avtomobila. Vse se draži, energija se draži, osnovni materiali za gradnjo vozil se dražijo. Seveda se s tem tudi cene avtomobilov držijo. Vendar, če pomislimo, da se hkrati držijo tudi cene rabljenih vozil, je verjetno boljši način danes razmišljati, namesto da bi kupili avto, da ga najamete, da ga financirate in da odplačate tisti del avta, ki ga dejansko uporabite, in s tem, ko se draži cena avtomobila in draži cena rabljenega avtomobila, seveda pri vsem govorimo še vedno o podražitvi, vendar so te razlike potem manjše.
Da si bodo v prihodnosti avtomobile lahko kupili samo še bogatejši. To smo že večkrat slišali, očitno pa zdaj hočeš nočeš, res prihaja čas odločitev. In pri Toyoti se ta streznitev imenuje Kinto. Jaz sem imel priložnost, da sem v bistvu ustanovil Kinto in postavil na noge cel posel. Danes v Kintu dela preko 500 ljudi. V parih letih smo že dosegli nekaj in v mestnem času se je tudi odprla naša podružnica za financiranje vozil tudi v Sloveniji, ki bo tudi začela za Kinto One produktom in omogočila slovenskim kupcem Toyote, da avto najamejo in ne samo, da ga kupijo. Tako da mislim, da smo prišli kar daleč od najnega prvega pogovora o Kintu. Bili so prvi med hibridnimi in takrat videli daleč naprej od elektrike. No, in zdaj so tu s prvim velikoserijskim električnim BZ4X. Ime pravzaprav pove vse, no skoraj vse. Vseeno je potrebno dodati, da je BZ4X v nekaterih detajlih prepoznavna Toyota, po drugi strani pa tudi zares izraža njihov moto Beyond Zero. Ne zgolj ničelne emisije. Avto prinaša mirnost, združeno z eleganco in tehnološko naprednostjo. Počutje v avtomobilu pa je ne nad ničlo, temveč nad povprečjem. Združeno znanje s Subarujem je zagotovilo, da štirikolesni pogon zagotavlja več, kot si večina voznikov v vožnji sploh upa. Even if we are a big company and we have a lot of resource, but we have many projects, right? We work not only on electric, but hybrid, fuel cell, so we need resource to develop cars. And other manufacturers, Japanese, they also need resource to develop electrical cars. So we said, okay, why not working together? And we had already experience with Subaru, with the GT86 and the BRZ, but also because we have quite some ground in common in terms of values and a vision for the future. So we thought for this first model, that's a good way to work together. Če tudi obe znamki prihajata z Daljnega vzhoda, pa imata različne produkte in predvsem drugačne kupce. Yeah, the Subaru buyers, they're quite different to the Toyota buyers. Toyota sort of serves a much wider range of customers. We're a niche brand, right? So if you ask them what they want, very simple answer. Safe, fun, tough. They want a safe car. So safety is not a hygiene factor. You need to explain to them why it's safe, and it is. The Solterra comes with eyesight system. It has a slightly different name, but it's very important for them. 87% of our buyers, they choose Subaru because it has this system. You know, the camera in front, that adds an extra pair of eyes to the driver and an extra foot on the brake. Super safe system, they want that. V Toyotinem prevodu Kenshiki v resnici ne pomeni zgolj treznega razmisleka o energiji prihodnosti. Gre za bistveno bolj širok pogled na trajnostno mobilnost v celoti. Trajnost pri tem zajema vse. Zato prvi mož svetovnega konglomerata Akio Toyoda govori o mobilnosti za vse in o tem, da te ne bo moč doseči sam. Zato k sodelovanju vabi prijatelje, kot pravi, in govori o poslovnem modelu CASE. CASE pomeni avtonomno, deljeno, električno, povezano. In ko Akio govori o poslovnih prijateljih, verjetno govori o zaveznikih. In velja prisluhniti človeku, ki je že pred 25 leti z hibridom videl veliko naprej od hibrida, veliko dlje od elektrike in že takrat govoril o multigorivni prihodnosti. Zato mu gre danes upravičeno na živce, ker nekateri še danes ne razumejo tega koncepta. Če Toyoto poslušamo med vrsticami, lahko razumemo sporočilo. Ja, mobilnost za vse, ampak ne za vsako ceno. Ste se v letu, ki se počasi izteka, kdaj vprašali, do kakšnih višav še lahko prodajalci avtomobilov dvignejo cene? Odgovor poznamo vsi. Do tistih, ki smo jih kupci pripravljeni plačati. In očitno nam gre dobro, saj plačujemo visoke cene. Toyota, ki prodaja avtomobile po celem svetu, zelo dobro ve, da je tak način nakupa in lastništva avtomobila preživet koncept. Ve pa, in to je bistveno, da obstajajo drugačni modeli, s katerimi bo moč v prihodnosti prodati še veliko več avtomobilov, pa tudi tovornjakov, avtobusov, kombijev, vsega. In ker ve, da bo tako, pravi, da bi bilo fino, če bi bili ti avtomobili, ki bodo šele prišli na svet, gnani s čim bolj zeleno energijo. Katerokoli že.
Zgodba razvoja vozil Mercedes-Benz je dobro poznana in že desetletja enaka. Najprej razred S pokaže pot, nato pa sledijo ostali modeli, ki delček luksuza in pa seveda nove tehnologije naredijo bolj dostopno. Nič drugače ni niti v električni dobi, ki se po Mercedesovo imenuje EQ doba. Tako lahko tokrat izhajamo iz modela EQS, o katerem smo v avtomobilnosti že veliko govorili. Če je EQS električni razred S, je električni razred E model EQE. No in seveda nas takoj zanima, koliko novega paradnega konja Mercedesa se skriva v modelu, ki v ponudbi stoji stopničko niže. Za začetek sta EQE in EQS stavljena na isto platformo, se pravi EVA 2.0, ki je naša prva povsem električna platforma, tako da v tem sta si identična praktično. Je pa avto, se pravi EQS 20 cm daljši, medosna razdalja 10 cm daljša, tako da največja razlika se pozna na zadnjih sedežih in pa v prtljažniku. Podobnost je pa tudi ta, da imata oba hyperscreen, se pravi, kar je zanimivo tukaj je potem, da je širina kabine je pa zelo primerljiva. Naš rojak Robert Lešnik je s svojo oblikovalsko ekipo poskrbel, da je aerodinamični koeficient modela EQS rekordno nizek, znaša namreč le 0,20. No in tudi pri modelu EQE vidimo po takšni zaprti maski in pa tekoči silhueti, da je tudi tokrat vse podrejeno aerodinamični učinkovitosti. No, koeficient zračnega upora v tem primeru znaša 0,24, a to objektivno še vedno pomeni odličen rezultat. Tako bi se lahko glede na naše izkušnje morda tudi s tem avtomobilom precej približali tistemu sicer težko dosegljivemu standardu WLTP, ki predvideva, da bi lahko z enim polnjenjem prevozili tudi krepko več kot 600 km, seveda odvisno od različice. Baterija ima v vsakem primeru uporabno kapaciteto približno 90 kWh. No, bo pa doseg seveda ključno odvisen od izbire različice z dvo- ali štirikolesnim pogonom ter še nekaterih drugih značilnosti, kot so na primer premer in pa širina pnevmatik. EQE bi torej utegnil biti tudi dolgoprogaš, tako kot razred E. Za udobje bo namreč lahko skrbelo tudi zračno vzmetenje, ponovno pa bo ta avtomobil lahko obračal tudi zadnji kolesi, za boljšo okretnost in vozno dinamiko. Bo pa razredu E, pa tudi modelu EQS, zelo težko sledil pri prostornosti. EQS ima namreč tukaj velika peta vrata, ki tukaj odprejo precej večjo odprtino. No, EQE pa je le 4-vratna limuzina, ki ima v prtljažniku le 430 litrov uporabne prostornine. In seveda pri modelu EQE ne bo na voljo karavanske različice. Se pravi, če primerjamo z razredom E, gre še vedno v osnovi to za poslovno limuzino. Se pravi, bojo pa kupci malenkost drugačni. Pri razred E bojo še zmeraj kupovali tisti, ki si želijo klasičnih pogonskih izvedb oziroma priključnega hibrida, medtem ko EQE pa tisti, ki si želijo malo modernejše tehnologije oziroma električni pogon. EQE je v bistvu malo bolj, kako bi rekel, dinamičen. Se pravi, je nižja oddaljenost od tal, voznik malenkost nižje sedi in je se pravi avto bolj znotraj EQ družine in najbolj dinamičen model. Medtem ko EQS pa tisti, ki si želijo malo več luksuza. S prenovo je seveda dobil novo masko, nove žaromete in pravijo, da ta nova maska izraža še več moči. In s prenovo je avtomobil dobil tudi nove zaslone tukaj v kabini in tudi po prenovi je zabavna elektronika v tem avtomobilu najslabša plat tega sicer odličnega avtomobila. In najboljša plat tega avtomobila je pa zagotovo udobje, družinsko udobje. To je namreč eden redkih današnjih avtomobilov, ki jih še dobimo s 3 ločenimi sedeži tukaj za otroke. In te sedeži so posamično pomični in prilagajamo lahko tudi njihov naklon. Prav nič ne zaostaja udobje za prednja potnika. In ja, ta dva sedeža sta opremljena celo z masažno funkcijo. Posebnost teh posteljev pa je v tem, da imajo najprej zelo gosto sredico, zelo goste pene, potem pa čez to sredico
penasto sredico namestijo še dodaten 1,5 centimetra zelo, zelo mehke pene. In seveda ta dodaten sloj te mehke pene naredi tisto pravo Citroenovo piko na i. Citroenova ekspertiza pa se kaže v tem, da ta mehak avtomobil v ovinkih deluje čvrsto, zanesljivo, suvereno. Pravzaprav med vožnjo kar ne čutiš tistega hendikepa višjih SUV-ovskih avtomobilov, ki so nekako odvračali tiste ljubitelje Citroenov, ki so potem dosegli, da je Citroen naredil poleg tega avtomobila še Citroen C5X. No, ta avtomobil je priključni hibrid in ja, električne vožnje je na razpolago za komaj okoli 30 km. Ustreza recimo tistim družinam, tistim mamicam, ki popoldne svoje otroke peljejo na popoldanske dejavnosti, ampak če si boste ta avtomobil omislili zgolj zato, da se boste sami vozili s tem avtomobilom samo v službo in pa nazaj, potem takem rajši predlagamo, da si omislite električno kolo. Pri Peugeotu so ugotovili, da imajo med modeloma 3008 in 508 še kar nekaj prostora. Sicer pa od Peugeota kar nekako historično pričakujemo, da bo med znane avtomobilske razrede urinil kakšno zelo zanimivo alternativo. No in 508 to je, v bistvu gre za CUV. V bistvu za CUV limuzino. No? V bistvu za CUV in fastback limuzino. Ampak največ pove naš Sebastian. Francozi pravijo, da je to edini avto v segmentu, ki ponuja drugačno fastback silhueto, obenem pa je od klasičnih limuzin višji približno 5 cm, s čimer zagotavlja dobro počutje in predvsem boljši pregled na cesto in dogajanjem na njej. Verjetno si kdo z obliko ne bo takoj na ti, a je po drugi strani potrebno upoštevati, da pri njej ne gre samo za lepotni videz. This car is a very good compromise in terms of CO2 emissions and efficiency. Na izbiro bo sistemska moč 225 ali 180 konj. Za voznike, ki pa si z elektriko še niso podali roke, pa bo edina izbira 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, ki bo ponujal 96 kW. Za prestavljanje bo v vseh različicah skrbel 8-stopenjski samodejni menjalnik, saj pri Peugeotu pravijo, da le-ta zagotavlja brezskrbnost in tudi učinkovitost. Če bo 408 ponujal drugačno obliko, je več znanega v notranjosti. Že poznani iCockpit seveda prinaša manjši volanski obroč in poseben pogled na merilnike, pri čemer so ti na novem 10-palčnem, popolnoma prilagodljivem ekranu, ki v najboljši različici GT ponuja tudi 3D tehnologijo. Sredinski, enako velik zaslon je pomaknen malo niže, da bi bil bolj pri roki voznika. Dobrodošle so velike tipke pod zaslonom, saj so popolnoma prilagodljive, voznik pa si preko njih ustvari poljubne bližnjice. 408 zagotavlja nadpovprečno udobje. Če ga za voznika je to dokaj logično, a 408 je radodaren s prostorom in položajem sedenja tudi za potnike na zadnji klopi. In če je v avtu več ljudi, ti seveda potrebujejo odlagalne površine. Tudi tu 408 ne razočara, saj je v prtljažniku 536 litrov uporabne prostornine, ki se jo z laganjem naslonjal zadnjih sedežev poveča na ogromnih 1611 litrov. Prve testne vožnje so potrdile, da 408 ne stavi na športno, ampak uglajeno vožnjo. To ne pomeni, da ne zmore biti hiter in dinamičen, a mu to pač ne pristoji. Lagodna in udobna vožnja je tisto, kar ga dela posebnega in, kot že rečeno, na trenutnem avtomobilskem trgu tudi tako drugačnega. Pri Fordu so me očitno slišali in potem tudi uslišali. Namreč prenovljeni Ford Focus ima tukaj na sredini največji zaslon v razredu. Najbolj pomembno pri tem pa je, da ta največji zaslon v razredu prikazuje podatke operacijskega sistema, ki mu pri Fordu pravi Sync 4. In ta Sync 4 je zares eden najboljših operacijskih sistemov, kar jih dobimo v avtomobilu, in to lahko ocenimo objektivno. Objektivno, zelo intuitivno zasnovan operacijski sistem pomeni, da imamo vse vozniške komande stalno na razpolago. Subjektivna prednost pa je tale podatek. Nadmorska višina. Ponavadi je ali skrit v menijih
ali pa sploh ni na razpolago, da bi mi ga prikazali. No, pri Fordu pa je stalno na razpolago. Seveda to lahko razumemo, s tem modelom se pač Ford prilagaja tokrat ne konkurenci, se pravi trendom, ampak Evropski komisiji, ki seveda narekuje, da morajo vsi novi avtomobili biti kar se da ekološki, kar se da varčni. In čeprav vemo, da varčnost in pa dinamika v resnici gresta lahko skupaj, pa je ta model s svojim pogonskim sklopom bolj namenjen res varčevanju z gorivom. In ja, s tem avtomobilom lahko dosežete tudi ekstremno nizko porabo, tudi komaj 5 litrov na 100 km in to mu omogoča tudi delno hibridiziran pogonski sklop, ki omogoča, da recimo tista speljevanja in pa manevriranje opravite samo na elektriko. Do 12 km/h ta avtomobil deluje samo na elektriko. Dinamična vožnja vsekakor ni odvisna samo od pospeškov in pa od pogona. Odvisno je seveda tudi v tem, kako z avtomobilom rokujete, kakšno je krmiljenje, kakšna je lega na cesti, pa predvsem, koliko avtomobila vi čutite. In v tem pogledu pa je ta Ford Focus tudi po prenovi ostal čistokrvni Ford. Vse se je Ford prilagodil aktualnim trendom, recimo digitalizacije in dal pač tisti veliki zaslon, pa seveda okoljskim prijemom. Ampak nekako je vse skupaj kljub samo zapakiral v takšno celoto, kot jo imamo radi vozniki, tisti vozniki, ki vožnjo obožujemo. Vabljeni v našo družbo spet naslednji teden, ko bomo v četrtek imeli zadnjo oddajo tega leta. In ker je zima, čas, ko štirikolesni pogon pride še posebej prav, bomo v zadnji oddaji skupaj s tistimi, ki štirikolesni pogon pri svojem odgovornem in zahtevnem delu uporabljajo ves čas. Na vseh podlagah in v vseh razmerah. In družili se bomo z legendo štirikolesnega pogona, Jeepom Wranglerjem. V prav posebni različici priključnega hibrida. No, vse naše teste in poglobljene debate lahko spremljate tudi na našem YouTubu in pa seveda na našem Facebook in Instagram profilu ter na Twitterju. Mi pa se vidimo zadnjič letos naslednji četrtek. Srečno!